Nove sestave svetov krajevnih in vaških skupnosti je župan Nejc Smole obiskal že v začetku mandata. Konec junija pa je predstavnike povabil v sejno sobo, predvsem da jih seznani z začetkom projekta REX, kar je kratica za redefiniranje krajevnih skupnosti. Nanje je bila naslovljena tudi obsežna anketa, željo, da nanje odgovorijo v sodelovanju s krajani. Rezultat vseh tudi vmesnih pozivov potem je ta, da imamo pravzaprav od 13 12 odgovorov, da imamo, če tako na hitro ocenim, 4 več ali manj popolne, 5 nepopolnih, ene sploh ne, ene pa tam temno. Med povsem neodzivnimi je krajevna skupnost Smlednik. V anketi, ki jo je občinska uprava naslovila na krajevne in vaške skupnosti, naj bi slednje sicer podale mnenje, ali naj krajevne skupnosti ostanejo pravne osebe, ali naj ostanejo v takem obsegu, kot so, ali naj se delijo na posamezne volilne enote ali ne. Katere naloge naj bi njihova krajevna skupnost opravljala, kakšne pristojnosti naj bi prevzela in s tem povezana finančna sredstva, kakšno vlogo naj bi imela v participativnem proračunu, na razpisih lokalne akcijske skupine za mesto in vas in kakšno siceršno povezovalno vlogo. Hkrati je vprašalnik vezan tudi na pregled obstoječega stanja. Dejstvo namreč je, da so si krajevne skupnosti med seboj zelo različne, različno razvite, z različnimi potrebami in pred različnimi izzivi. V občinski upravi so upali, da bodo predstavniki krajevnih in vaških skupnosti na anketo odgovorili tudi v sodelovanju z ostalimi krajani in da bo ta odraz večine zainteresiranih. Po mojem vedenju nobena izmed krajevnih skupnosti ali vaških skupnosti ni sklicala kakšen zbor krajanov. Ja, natanko to, kar ste rekla, to je bilo pričakovanje, ker sam to ima pravzaprav smisel. Ni zdaj smisel, da pač tistih nekaj članov, torej vaškega ali pa krajevnega sveta krajevne skupnosti odgovori na anketno vprašanje, ampak da pridobijo znotraj svoje skupnosti res mnenja, kaj ljudje želijo, ali so s tem zadovoljni ali niso, kje bi bilo lahko boljše, kaj tisto, kar bi še vzpodbudilo boljše delovanje. To je bil smisel pridobivanja teh. Žal do teh odgovorov pravzaprav nismo dobili, res pa je, da ni v celoti še narejena analiza teh odgovorov, ker pač nekatere še čakamo v, bom rekla, res upanju, da jih dobimo. Sicer pa bo potrebno, ne vem, se odločiti, kaj pravzaprav naprej. Ali bo občina tista, ki naj bi naprej vodila široko razpravo na nivoju občine za vsemi občani, ali pa mogoče še kakšna vmesna. Dejstvo dejansko je, da interes za delovanje v krajevnih in vaških skupnostih ni več tolikšen, kot je bil pred leti, da nekateri sveti niso popolni ali pa, tako kot je bilo v krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo, kandidatov sploh ni bilo in so bile potrebne nadomestne volitve. Kot še dodaja Murnikova, tudi uvajanje morebitnih sejnin oziroma nadomestil, ki jih sedanji odlok onemogoča, glede na prejete odgovore ne bi bistveno pripomoglo k večjemu interesu za delovanje v svetih krajevnih in vaških skupnosti. Nekako sem začutila skozi te odgovore, da se v bistvu želijo ljudje sodelovanja ali pa boljšega sodelovanja z občino, kar seveda pomeni, da je to vedno lahko sedaj izboljšati. Vendar mora biti interes na obeh stranih ali pa, če hočete, pobuda na obeh stranih. In še, da je bilo strani občine oziroma župana ta pripravljenost že takoj na začetku mandata jasno podana. Ponudil je roko tega sodelovanja, ampak zdaj, če pomislim nazaj, mislim, da je samo eden od predsednikov krajevnih skupnosti potem prišel pa je rekel, veste kaj, jaz bi pa spoznal sem župana, spoznal sem malo delovanje v tistem okviru, ko smo se pogovarjali. Prišel sem, da bi spoznal še delovanje občinske uprave, da bi spoznal vodje oddelkov, da bom vedel, s kom sodelovati, kadar bomo reševali neke probleme. To je zame ena taka zvezdica, ki se mi zdi, da bi bila tista pozitiven napredek, ki bi prinesel tudi k boljšemu sodelovanju. Torej oboje stransko. Ne samo, da prideš in rečeš, no tega zdaj ne znamo rešiti ali pa nismo mogli rešiti, zdaj pa rešujte vi tukaj na občini. In takih stvari je še kar nekaj. Tako da
Vse skupaj se zdaj več ali manj koncentrira ne na neke ideje, na neke predloge, na neke programe, ki bi jih krajevne skupnosti želele speljati, ampak bolj samo še na reševanje, ne vem, bodisi komunalnih problemov, tam, kjer pač so, nekatere krajevne skupnosti jih pač tudi nimajo, in potem je pač odzivnost še toliko manjša. Tam, kjer jih pa imajo, pa najbolj vzpostavljeno, da je premalo denarja za to, da bi se vse naenkrat rešili. Dejstvo sicer je, da so krajevne skupnosti določene pristojnosti v zadnjih 2 mandatih izgubile. Zimska služba in redno vzdrževanje tudi krajevnih cest je več ali manj prešlo na občinskega koncesionarja in občinski režijski obrat je, tako kot je določila država, prevzel v upravljanje in vzdrževanje tudi pokopališča in še marsikaj, za kar so bile prezadolžene in tudi financirane krajevne skupnosti. Redefiniranje krajevnih in vaških skupnosti pa naj ne bi šlo v smislu njihovega ukinjanja, ampak predvsem v smeri njihovega opolnomočenja. Namen je pa bil pravzaprav, da olajšamo delo krajevnim skupnostim. Veliko je bilo izpostavljenih problemov, torej, da niso kompetentni, kar pomeni, da kompetentni v tem smislu, da stvari ne poznajo, ne vejo, kako delovati. Marsikdo, ne vem, si ni prebral mogoče niti osnovnih aktov, ki pač narekujejo, kaj lahko in kaj naj bi krajevne skupnosti delale. Potem je ta problem, da so krajevne skupnosti kot samostojne pravne osebe del integralnega proračuna in je pač treba zadostiti vsem pravilom, ki na tem finančnem delu pač je potrebno, a ne. Tukaj bi s tem, če pač ne bi bile samostojne pravne osebe, to lahko upravlja za njih občina. Marsikdo se niti na ta servis, ki ga imamo danes v naši finančni službi, ne obrnejo, da bi to bilo lažje. Tako da, ja, v to smer je bila želja, ne, kako izboljšati sodelovanje in kako olajšati sodelovanje. Na vsak način pa ohraniti čim več stika in čim več sodelovanja s krajani. V svojem prvem mandatu je župan Nejc Smole vpeljal prakso, ki je kasneje zamrla, da je imela vsaka krajevna skupnost poleg takratne podžupanje Darinke Varovšek določenega konkretnega sogovornika v občinski upravi. V drugem mandatu je za področje lokalne samouprave zadolžil prvega poklicnega podžupana Iva Repa, v tem mandatu pa torej oba nepoklicna podžupana, tako Leona Marjasca kot Mojco Murnik. Jaz zase lahko rečem, da imam bogate izkušnje za delo v krajevnih skupnosti, da je delo v krajevnih skupnosti na žalost v nekem mandatnem obdobju več ali manj v rokah, ali pa pobude so v rokah, kar je na nek način tudi normalno, tistih, ki so se odločili za to, da v svetu krajevne skupnosti sodelujejo. Res pa je, da smo vsi samo ljudje in da je od ljudi odvisno, kakšen stik bojo našli, bodisi z občino, bodisi z vsemi raznoraznimi organi, naj bo to pri vodenju projektov, če se seveda kdo tega loti, pa tudi to ni ovira, če za to je volja, a ne. Seveda mora biti za to tudi čas, to se strinjam, to je velik problem danes. In če zdaj to gledam tudi strani tega, da sem v funkciji podžupanje, se moje mnenje ni popolnoma nič spremenilo. Tisti, ki se obrnejo na občino in iščejo pomoč, jo tudi dobijo. In še, da se s podžupanom Leonom Marjascem odzoveta vsakemu povabilu na sejo svetov krajevnih in vaških skupnosti, za katere je vsak od njiju pristojen. In sem vesela, da teče en tak lep dialog in da so ljudje začutili, da jim lahko pomagamo, če seveda si tega želijo. Je pa res, da vsega pa ne moramo rešiti. Zlasti tamne, kjer tudi oni vejo, da ne morejo rešiti. To so pač razne medsosedske zadeve, stvari, ki pač niso v smislu nekih upravnih postopkov in tako naprej. Tega se enostavno ne da rešiti. V sklopu aktivnega prazničnega veselega decembra v Medvodah se bo v soboto, torej 16. decembra, na tržnici odvilo že tradicionalno 8. tekmovanje v kuhanju vina in čaja v organizaciji javnega zavoda Sotočje Medvode, na katerem pa se tradicionalno med seboj pomerijo prav krajevne in vaške skupnosti. Spomnimo, najboljši čaj so lansko leto skuhali v krajevni skupnosti Vaše Goričane, najboljše kuhano vino pa v krajevni skupnosti Seničica Golo Brdo.